Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V mesecu maju je Equilib inštitut iz Ljubljane podelil podjetju ETA iz Cerknega napredni certifikat v sklopu programa Družbeno odgovorni delodajalec. Gre za visoko priznanje, s katerim se lahko v Sloveniji pohvali pravzaprav samo 6 delodajalcev. V studiu pozdravljam Tino Menart, direktorico enote za kadre in splošne zadeve v podjetju ETA. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Čestitke najprej seveda za podeljeni pridobljeni certifikat. Pri dokazovanju poslovne odličnosti na tem področju je bilo najbrž opravljeno veliko delo. Tako je. Zdaj, najprej hvala lepa za čestitke. Mi smo v bistvu 1 leto nazaj najprej prijavili osnovni certifikat, potem smo imeli 1 leto časa, da dokažemo, da smo vpeljali vse ukrepe, in po enoletnem revizorskem delu smo potem dalje prejeli tudi ta napredni certifikat. Naslov ima družbeno odgovorno podjetje. Zakaj pravzaprav gre? Zdaj, če čist enostavno povem, družbeno odgovorno podjetje je podjetje, ki poleg ekonomskih kazalcev kaže še ekološke oziroma okoljske in pa družbene kazalce. Pomen, na kakšen način lahko podjetje pomaga svojim zaposlenim v tem odnosu, da se bolj počutijo, da se bolj zavzeti in da nekako vzpodbujamo zdravo delovno okolje. Pogoji za vstop v to družino certificiranih podjetij pa najbrž niso prav preprosti. Niso. Je kar en tak dolg postopek, se pravi, treba je dokazati najprej, da lahko nekako zbereš 12 temeljnih ukrepov, potem pa zbrati še med 100 ukrepi tiste ukrepe, za katere veš, da jih boš lahko vpeljal. Projekt izvaja inštitut Equilib. Za kakšno organizacijo pravzaprav gre? Podpira to tudi vlada, država? Mislim, da je to nekako v sklopu gospodarske zbornice, da je zraven še Združenje delodajalcev Slovenije in pa Zveza svobodnih sindikatov. Sam inštitut Equilib je pa nekako revizorska organizacija, ki ima vsa pooblastila, da da ta certifikat. V javnosti so znani tudi primeri certifikatov družini prijazno podjetje. To ni eno in isto. To ni eno in isto. Zdaj, družini prijazno podjetje se bolj nanaša na usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Družbeno odgovoren delodajalec pa mora poleg vseh teh ukrepov imeti še okoljske in pa družbene vidike. Zdaj, sama pot je tudi verjetno malo težja, zaradi tega, ker je treba vse to dokazovati, sploh te okoljske vplive, in pa sama družbena odgovornost ne pomeni, da se gremo samo dobrodelnost, ampak da nekako znamo tudi skrbeti za svoje zaposlene, za ostale deležnike in za okolico. Na inštitutu ob tem poudarjajo, da je projekt usklajen z mednarodnim standardom ISO 26000. Drži? Drži. Kaj predvideva ta standard? Se pravi, pomeni, večina ljudi pozna ISO 90001, 14001, to so okoljski standardi, in pa, ki jih imajo sprejete organizacije. Tako da ta standard predvideva samo, kako vpeljati družbeno odgovorno poslovanje v samo organizacijo podjetja. Na razpolago ste imeli več modulov, katerega ste izbrali? Mi smo izbrali usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, in sicer zaradi tega, ker se nam je zdelo, da lahko najlažje vpeljemo te ukrepe. Nekatere smo že prej izvajali, samo formalizirati jih je bilo potrebno. Iz nabora 100 možnih ukrepov ste jih izbrali 21, 9 pa ste jih uskladili z deležniki. S kom pravzaprav? Namen družbeno odgovornega delodajalca je sodelovanje z ostalimi v podjetju. Se pravi, da ukrepe ne sprejema samo uprava ali pa kadrovska služba, ampak se uskladijo z, bom rekla, z miksom različnih ljudi. Se pravi, da prihajajo z različnih oddelkov, da so različne starosti, spola, se pravi, uravnoteženost moškega in pa ženskega spola.
tako da lahko v bistvu čist nepristrano pristopijo tudi k podajanju svojega glasu. Se pravi, katere ukrepe si želijo, da bi lažje usklajevali to poklicno in privatno življenje. To usklajevanje pa lahko poteka uspešno samo ob dobri komunikaciji. Ja, tako je. Ste zavezani k temu, da se pogovarjate? Tako je. Tudi to je namen družbeno odgovornega delodajalca. Se pravi, vsakmu zaposlenemu dati glas, da pove, da se ne boji povedati in da lahko prisostvuje tudi k podajanju predlogov, na kakšen način lahko še izboljšamo vpeljavo teh ukrepov. Sedaj imate certifikat z oznako napredni certifikat. Koliko časa pravzaprav traja? Napredni certifikat je 1 leto oziroma 3 leta. Po 1 letu se pa opravi revizijo, pogleda se, ali smo uspeli vpeljati oziroma obdržati vse te ukrepe, ki smo si jih izbrali. Temeljni razlogi pa so najbrž skriti tudi v tem, da vsako podjetje skrbi za svoj ugled in za notranjo, bi rekel, ureditev, ki je skladna, in na osnovi te je lahko tudi uspešna. Seveda, to je tudi nekako en tak namen tega. ETA je del skupine EGO, 13 podjetij je v tej družini, vi ste drugo največje podjetje. Koliko imate zaposlenih trenutno? Trenutno, konec aprila nas je bilo 826. Kako pa v družini gledajo na te vaše certifikate? Mislim, da glede na to, da smo edini, ki smo pridobili ta certifikat, da smo si nekako zgradili s tem tudi blagovno znamko, in pa za nas to pomeni priznanje, da dobro delamo in da smo na pravi poti, in navsezadnje tudi, da uresničujemo strategijo EGA. Strategija EGA je namreč postavljena na 4 temeljih: ljudje, učinkovitost, okolje in znotraj tega je trajnost. Koncept družbeno odgovornega podjetja je pa ravno to. Boste to vašo prakso, dobro prakso, poskušali prenesti tudi v druga podjetja? Na nas so se že obrnila tudi druga podjetja, če pomagamo recimo s tem svetovalnim delom, kako smo se tega lotili. Seveda, če koga zanima, komot pomagamo z veseljem. In tudi zadnjič sem prebrala, da namen tega, če ne pokažeš, kaj dobro delaš, drugi ne morejo vedeti in ti ne sledijo in s tem tudi sam nazaduješ. Tako da za nas je to nekako tudi ena pozitivna stvar, pri čemer lahko pristopimo tudi k ostalim podjetjem, da pomagamo, seveda. Pred meseci je vaša livarna znotraj skupine EGO dobila tako pomembno priznanje. Zakaj pravzaprav šlo? To je nagrada skupine EGO, ki se imenuje Planet Award, in gre za okoljske projekte. Se pravi, katere ukrepe lahko vpelješ, da pripomoreš k varovanju okolja. In tukaj mislim, da smo naredili pomemben korak. Livarna pač sama po sebi je umazana industrija, ampak smo z rezultati prišli do tega, da smo zmanjšali izpuste, odpadne industrijske vode in nasplošno izboljšali nekako to okoljsko problematiko. V mesecu maju ste izobesili plakate, na katerih je pisalo: "A greš na Ano Jabka?" Ja. To je sicer v narečju. Za kakšen projekt je šlo? Gre za projekt promocije zdravja na temo opuščanja kajenja. Poimenovali smo ga Zadihaj. In 31. maj je bil dan brez tobaka. In mi smo potem na lokaciji podjetja, na prostorih, ki so za kajenje, nekako ljudem ponudili jabolka namesto cigarete. Gre za en tak dolgoročen projekt, 2-letni projekt, nekako smo si zastavili, s katerim bi pomagali ljudem, tistim, ki si želijo opustiti kajenje, nekako s svetovanjem pomagamo, da pridejo tudi do njihovega cilja. Zdaj, znotraj tega je bila izvedena tudi anketa v okviru projekta Gibanje, oziroma imenovalo se je projekt Delo in gibanje, kjer smo ugotavljali tudi te potrebe. Vsak 4. delavec na ETI pravzaprav intenzivno kadi, to ni malo.
Ja, glede na podatke je 25% kadilcev. Metode, ki jih uporabljate, pa so, poudarjate sami, predvsem mehke metode. Mehke metode, ja. Nasilje in grobosti se pri tem ne obnesejo. Cilj ni, da si naberemo sovražnike, cilj je, da imamo podpornike projekta. Tako da mislim, da je to tudi zelo pomemben korak, tudi kot družbeno odgovoren delodajalec, da tudi v tej smeri nekaj naredimo. Sam ukrep je nekako zajet tudi v področju varnosti in zdravja pri delu, kot del projekta družbeno odgovornega delodajalca. Mi smo pač vzeli ta ukrep od tam in ga probamo vkomponirati še v ostale dele. Ti, bi rekel, simpatični ukrepi se širijo tudi po drugih vaših področjih. Na področju varčne rabe energije ste aktivni pri zmanjševanju količin zavržene hrane, teden mobilnosti ste organizirali in tudi zmanjšujete porabo papirja. Ja, to so taki ozaveščevalni ukrepi, s katerimi v bistvu pripomoremo k varovanju okolja. Zdaj, zakaj smo se tega lotili, je tudi, da zavržena hrana je problem. Ljudje se naročijo na malce, pa ne grejo. Mi smo pa v bistvu s to kampanjo hoteli nekako pokazati, koliko ton hrane se zavrže, oziroma kolikokrat bi lahko napolnili jedilnico z ljudmi, ki bi lahko vsak dan jedli. Potem poraba papirja, printamo tam, kjer ni treba, ali pa, ne vem, probamo nekako ozavestiti ljudi, da ima vsak svoj delček pripomore k temu varovanju okolja. K dobremu vzdušju najbrž prispevajo tudi vaši taki mali projekti, kot so novoletno obdarovanje otrok, obdarovanje novorojenčkov, izmenično delo doma, prosti čas, prilagoditev delovnih pogojev, spodbujanje k inovacijam, izboljšavam. To vse prispeva k dobri klimi. Ja, to so ukrepi, ki jih je ta skupina za družbeno odgovornega delodajalca tudi sama sprejela in nekako pripomorejo k višji zavzetosti, k boljši klimi, k boljšim delovnim pogojem in to je tudi nekako nek namen tega. Ob boju proti tobaku, proti kajenju, pa imate tudi druge podprograme na področju zdravja. Katere? V lanskem letu smo organizirali predavanje proti preprečevanju raka dojk, samopregledovanje. Potem zdaj po novem organiziramo tudi športne aktivnosti, merjenje tlaka bomo imeli v septembru in potem še ostalo. Vse, kar v bistvu pripomore k zdravemu načinu življenja. Bolj je bistveno to, da nekako pretežni del dneva presedimo in da je izredno pomembno, da ljudem povemo, da je gibanje potrebno že za voljo tega, da ostajamo čedalje več v delovnem razmerju. ETA je največji delodajalec v občini Cerkno, je pa tudi po novem velik donator pri javnih programih. Kaj vse podpirate v lokalnem okolju? Zdaj, v lanskem letu smo bili donator 35 organizacijam. Zdaj, a je to veliko ali malo, ne vem, to težko ocenjujem, ampak za nas je predvsem pomembno, da krepimo to lokalno pripadnost in da pomagamo organizacijam tam, kjer je to potrebno. Smo sponzor košarkaškega kluba ETA Cerkno in pa kino pod zvezdami smo tudi podprli. To je predvsem za osnovnošolce oziroma za tiste, ki radi hodijo v kino. In pa sponzoriramo počitniško varstvo. To je 2x po 2 tedna in brez tega dejansko tudi starši otrok ne bi mogli nikamor dati med počitnicami, če mi ne bi pristopili k temu. To je tudi zelo pomembno za nas. Zveza prijateljev mladine, tudi tam ste poleg? Tudi Zveza prijateljev mladine. Kakšni so odzivi med zaposlenimi na ta nov model? Zdaj, mogoče je lih premalo časa je preteklo, da bi lahko izmerili, koliko so zadovoljni.
Probamo pa na čim bolj intenziven način ljudem povedati, kaj počnemo. Se pravi, verjetno ni dosti samo, da damo na oglasne deske in pa na informatorja, ampak da tudi dejansko pokažemo, da imajo ljudje občutek, da prispevamo k pozitivnim ukrepom. V družbi Ego vas najbrž pozorno opazujejo? Absolutno. Ne samo za poslovne učinke, rezultate, ampak tudi za ta vaš pristop, ki je nekaj novega. Ne? Ja, na tak način krepimo tudi njihovo blagovno znamko. Zdaj, povsod, kjer se pojavlja ETA, se pojavi tudi Ego. Tako da mislim, da je to tudi pozitivna stvar tudi za njihov koncept. Kako naprej? Imate kratkoročne cilje, dolgoročne cilje? Ko sem brala pa študirala za ta projekt družbeno odgovornega delodajalca, sem prebrala, da je družbeno odgovoren delodajalec kot veliko morje, v katerem vedno najdeš nekaj novega. In dejansko je res, vedno znova se nam pojavljajo nove stvari in z vsakim ukrepom, ki ga vpeljemo, se pojavi nekaj novega. Zdaj, da bi imeli neke dolgoročne cilje na tem področju, nimamo. Za nas je cilj, da obdržimo ta napredni certifikat in da po potrebi potem certificiramo tudi drugo področje. A ne so 4 področja: varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje in pa etično poslovanje. Tako da polno poti je še odprtih. Dela in idej vam očitno ne bo zmanjkalo. Ne, imam čudovito ekipo sodelavcev, z veliko idejami, tako da sem prepričana, da nam ostajajo odprte nadaljne poti. Tina Menart, direktorica enote za kadre in splošne zadeve v podjetju ETA, hvala za obisk v tem našem studiu, hvala za ta zanimiv pogovor in vse dobro v prihodnje. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost.